jaz sem prišel v Ljubljano in seveda pač malo kje pa sem, malo so me poznali, če ne pa tudi seveda sem bil tak nekako še kar dinamičen. No in potem se spomnim, da enkrat pride neko vabilo, prav tam pri škofiji je Jože Stargar, vodi eno skupino teh intelektualcev pa tako naprej. Sem rekel, dobro, grem šel pogledat, kaj počnejo, ne. Grem pogledat, takrat spoznavam Jožeta Stargarja, to je bil tak luštni možakar pa tako naprej, seveda on je na področju, se veste, vrtnarstva, v Špici se je bil celo na Leškem dvoru. No, ampak pa to bil tam predvsem možakarjev pa deklet in seveda, kje pa sem gor pa dol, pa sem pa enkrat rekel, Jožetu, sem rekel, veš kaj, jaz bom naredil malo programa, da bom malo bolj tako, ne. Ja, Izidor, kar naredi. Naredim jaz program, kaj bi delali, kako bi delali in tako naprej. Prinesem na prihodnji sestanek, ali pa prihodno bi rekel, že malo po politiki je dišalo, pa sem jaz pa malo neke programe, neke stvari, kaj bi v Sloveniji bilo potrebno in podobno, pa da se malo o tem pogovorimo. Ja, fajn. No in seveda, tisti fajn je bil naslednjo sejo isti, nič se ni zgodilo, jaz sem potem tam nehal, pa slišim, da se tam, da ta Peter Peršin, oziroma da neko krščansko socialno gibanje, pa tako naprej, pa reče, ja, pridi zraven, pa smo pa malo kje pa sem, to je bilo leta 89, že leta 88, pa leta 89, pa sem pa jaz tam rekel, dajmo malnega programa narediti in se spomnim, je bila spet velikonočna sobota leta 89, ko smo imeli predstavitev tega programa v dvorani socialnega zavarovanja na Miklošičevi. No in seveda je sobota, jaz pridem tja, kar precej ljudi, pa tudi Lojze je bil zraven, pa Peter Peršin, pa tako naprej. Jaz sem program pripravil, malo sem povedal, kaj in kako je, ja, kar pet gor, pa daj povedati. No, ampak takrat je bila tudi avstrijska televizija ORF in se spomnim, da je to snemala in podobno. Jaz to v 40 minutah povem in tako naprej, narod zadovoljen, malo kje pa sem, še razno pogovarjanje, pa konc in pol grejo pa s Petrom Peršinom proti Tromostovju, za nama gre pa Lojze, Petrle. Ja, prav, Peter, prav, ti se greš pa zares? Jaz sem rekel, kako zares? Rekel, ne bomo mi se tele katakombali, pa ne vem kaj skrivali, pa rekel, dajmo nekaj narediti, pa tako naprej. Ja, je rekel, to je pa malo prehudo, jaz rekel, no ja. No, Lojze je to slišal in tako naprej, in pa so pa brez Lojze tam naprej sodelovala in pa se je pa iz tega krščansko-socialnega gibanja prišlo v Slovenske krščanske demokrate in tam sem tudi imel pač funkcijo predsednika sveta ali pa kakorkoli je že bilo. No, ampak to se je pripravljalo in seveda mi smo tudi v SKD, v krščanskih demokratih program imeli, seveda pa je trebalo pa seveda, preden se je pa začelo to valovanje, pa recimo dobiti kandidate, da so kandidirali. Jaz sem hodil po Ljubljani, iskal, prepričeval, pa prosil, vse smo, to je bilo toliko mučno, pa najhudo je bilo to, sem rekel, dajte, boste kandidirali za SKD. Ma kaj, ne, kasneje, drugič, pa zakaj jih mene, pusti me parmir, drugič pridi. Se spomnim, ko je bila kandidatura za župana. Evo, kar naenkrat se pojavljajo, bi rekel, na plakati za kandidata za župana in sem rekel, ja, prav, Lojze, pet k Jožetu gor, k Stargarju, da bomo njega in tako naprej kandidirali. Grem gor k Stargarju, sem rekel, daj podpiši, da bomo takoj naredili. Ne, ja, počakaj, ne. No, pa sem šel še dvakrat, tam pa sem vsem dobil podpis, no in Jože Stargar je postal takrat kar ugledni in lepo spoštovani župan mesta Ljubljana. Te kandidature, vam povem, to je bilo toliko težav, ker veste, to ljudstvo, recimo LDS ali pa tile so rekli, lahko je vam imate to kadrov. Ja, ampak te kadre se niso dali prebuditi, pusti me še, bom drugič, zdaj ne, pa kaj, ne me primer pusti in tako naprej. Seveda posle jaz moral tudi hoditi okoli po Dolenjski, tudi po Gorenjski, pa kjerkoli in tako naprej.
ko smo ustanavljali in tako naprej, da se je ta masa malo ogrela, kot se temu reče, vendar, no sej, tepali smo, ko se je Demos oblikoval in tako naprej, vemo, da smo takrat imeli pač največje število, ampak to je bil pa tudi hud problem, ko se je potem oblikovala vlada in potem, ko je vlada nastavila svoje delo. To pa je seveda tudi druga zgodba. Ko sem bil minister, se spomnim, ko sem seveda tudi bil, takrat sem bil in minister in član državnega zbora, takrat skupščine, takrat so bili 3 zbori, to je bilo muka. Ta je bil družbeno-politični zbor, potem zbor združenega dela, pa še ta 3. zbor, to je bilo toliko dela in tako naprej, ampak v glavnem na seje sem vedno hodil, če sem le mogel, ampak v glavnem na glavne seje sem hodil. Šlo se je pa za to, ko so oblikovali, ko je Lojze oblikoval oziroma s svojimi sodelavci oblikoval vlado, pride k meni pa pravi, to so pač ministrstva, je trgovina, to, ono, tretje, tako naprej. Rekel, jaz pač v te pravne po druge stvari ne bom šel, ker pač to mi ni področje. Jaz ne vladam. Sem doma v gospodarstvu in to mi leži. Jaz sem rekel, bom jaz vzel gospodarstvo, ker jih poznam in vem, kaj je, kaj ni in tako naprej. V redu, no pa je pa še ostalo, bom rekel, kompletiral. No, ampak, ko je potekal ta proces lastninjenja, se spomnim, da vidim, da zakon ni v redu. No, in jaz dam predlog enega člena, 29. člena, ki je glasil: vsi brezplačni prenosi družbene lastnine na druge pravne osebe so nični. Se pravi, vsi brezplačni prenosi družbene lastnine na druge pravne osebe so nični. Jaz to dam v državni zbor, pa pravi, predsednik te kliče, kjer predsednik? Bučar. Se rekel, kaj ima on? Ja, pojdi gor. Grem gor, se rekel, živijo Francel, kako je? Ja, živijo. Ja, kaj je to? Jaz sem rekel, kaj? Povej mi kaj. Ja, kaj je to zdaj? Jaz sem rekel, to. Jaz sem rekel, a mora biti bolj natančno napisano? Ti imaš, sem rekel, pravnikov za 2 vagona, pa ne, to mora biti noter tako napisano, drugo pa ne briga. Ja, prav, to tako ne more tako. Ampak, pogledajte, ta člen je državni zbor sprejel, si morate misliti, je sprejel, kar bi pomenilo, da se vsi tisti, kot smo včasih rekli, da so mami vzeli vso doto, pa vse, kar je imela, in je mama sama ostala v cimru, že otroci pa šli s svojim in tako naprej. To je bilo to. No in kaj se je zgodilo? Dali so ven na ustavno sodišče in ustavno sodišče je 5-4 odločilo, da se ta člen zavrne. Jaz sem potem v časopis napisal na 2 straneh in tako naprej to grozo, ker sem rekel, da s tem se je pa v bistvu uzakonila kraja, dobesedno. Ker če je prenos družbene lastnine na druge pravne osebe neplačljiv, se lahko samo prenese, ustanoviš firmo, preneseš, tle pa prazno in tako naprej. Ni nobenega ventila in to sem jaz vedno pravim, karkoli, tudi ustavnim sodnikom sem povedal, sem rekel, to je vaša napaka in sem rekel, če tega niste znali prav narediti in tako naprej. Moram še prej povedati, da preden je bila osamosvojitev, sem ugotovil, da je na našem ministrstvu za gospodarstvo, takrat je bil sekretariat, da je seveda evidentiral vso proizvodnjo, ki je delala za armijo. To je bilo pa 45 podjetij. In seveda v Beogradu na generalštabu je bil glavni, tisti, pač, ki je o tem odločal, je bil
doktor Stamatovič, ki je imel francosko in angleško akademijo. No in jaz ugotovim, da je pač, da bo to problem, da bo treba pač delati naprej za armijo ali pa recimo vsaj denar dobiti. In seveda jaz pokličem tega doktor Stamatoviča, če lahko pride na obisk in tako naprej. In pride na obisk, jaz ga grem iskat na Brnike, on je bil pa še en drug, on je bil general pukovnik, on pa še zraven general major, mlajši pa še neki dva druga, in jo pripeljem v hotel in potem naslednji dan sem imel sklican sestanek ob 10. uri na ministrstvu na Gregorčičevi. No in pridejo vsi podjetniki, ki so delali od železarjev, ki so delali to je šlo predvsem za tank T-84, za katerega je jugoslovanska skupščina sprejela poseben zakon, da se dela ta najmodernejši tank, ki je takrat bil na svetu, T-84. Tank 84, ki je imel lastnosti najsodobnejših bojnih moči in tako naprej. No in seveda so delali železarji v glavnem ogrodje, naravno so vlivali cevi. Te cevi so vlivali tako, kot nikjer drugod po svetu, ne vodoravno, da bi cev vodoravno vlivali, ampak so jo vlivali navpično. In s tem, ko so jo vlivali navpično, je imela sposobnost bojnega delovanja krat 2, ali pa skoraj krat 3. Se pravi, da je sposobna bila toliko in toliko granat več skozi spraviti, kot pa če bi jo vodoravno vlivali. No in vse te stvari, pa iskra, pa tako naprej, pa iskra optika, pa laserji, vse to, ta družina direktorska je bila tam na sestanku. Jaz pripeljem dr. Stamatoviča, generala, ga posedim in tako naprej. No in takrat rečem, gospod general, dr. Stamatovič, vam povem, ko to rečem, so se oči, pač direktori in direktorski so bile, kar ven potegnejo. Jaz sem takrat prvič rekel, gospod general, treba zmeraj druže generale, pa tako naprej. In seveda, pa smo to fajn dali skozi, pa tako naprej, kako bo to šlo. No in potem, pa sem rekel, ko smo končali, ga peljem tja v svoje pisarne, sem rekel, kako je to bilo. Pa pravi, znate, druže minister, pravi, kad ste vi rekli, gospodin general, rekel, ja, vidim, kako so se izvukle sve oči od vaših direktora. On je baš to videl, pa so šli pa dol, sem rekel, kam vas pa peljem na kosilo? Je rekel, tam dole, veste, v Maksih, tam, kjer se ovako ona stvar reže, iz pršut kuhan v testu. No in pa sem ga peljal na avion, te pač to delegacijo in so bila v izjemno dobrih odnosih. Ko pa se je približevalo, in mi smo seveda te tajne sestanke, ko smo pripravili program, jaz sem seveda vedel, da bodo v jugoslovanskem prostoru, da bodo ti odzivi malo drugačni, kot si mi predstavljamo. In ko se pripravljamo ta program, jaz sem rekel variante vse, zračunajte to. Na koncu sem rekel, zračunajte še varianta, da mi izpademo, da nam jugoslovanski trg izpade. So rekli sodelavci, jaz rekel, poglejte, kakšen BDP to pomeni. To je 45% verjetno. In pa je res njih 5-46%. No in mi smo ta program naredili in točno en mesec pred osamosvojitvijo, 25. maja, 25. nas je potem to zgodilo, je bila sobota, same sobote. In v tej soboti je predsedstvo, Kučan, Oman in vsi ostali pobeg so bili, literati in neliterati, so želeli vedeti, kakšen je ta program. In takole sedi Peterle, zraven njega Kučan, pa je bil, mislim, da je bil Marko Kranjec, pa Jože Mencigar, pa sem že jaz bil. No in pa se pa začne osnovno vprašanje, pa pravi, Kučan takole pravi, no Izidor, pravi, kaj si pa ti pripravil? Ne, kar poznal. Jaz sem rekel, bom povedal. In povem, rekel, to,
Sem rekel, tako bo, sem rekel, smo pa še nulto varianto izračunali. Kakšno nulto? Jaz sem rekel, da nas bojo ven nagnali. Kaj, zakaj? Jaz sem rekel, ker ne bojo fovš. Nas bojo nagnali, konc. Ja, je rekel, no, je tako malo zabučalo. No, sem rekel, dobro, mi smo izračunali, ne. No in dejansko se je to zgodilo, ne. In poglejte, vmes, ko je bila osamosvojitev, tisti dan, ko gremo ven, polno ljudstva, in tam seveda gremo parlamentarci ke, a ne, odzadaj je ljudstvo na tem trgu pred tema dvema nasprot parlamenta, in tam so bili polno naših ljudi, pa tako naprej, pojdi sem, pa tako naprej. Pa to začne ta program, tam desno seveda pride nadškof Šuštar, tam k tistemu betonskemu delu, tam naj bi usadil tisto lipo in tako naprej, zvočnik ne dela. Sem rekel, majka mila, sem rekel, to je pa spet ena cigajnarija, ne. In sem gotov, da je pač ven potegne, se ne slišalo, ne. Jaz sem bil slabe volje, sem rekel, bež se solit, so pa res nesramni. No in pol so šli eni po mestu, jaz grem domov, ampak jaz sem občutek hud, težek in tako naprej. Sem rekel, nekaj ne bo in tako naprej. Po noč ob 2 me zbudijo, tanki iz Vrhnike, tanki, tako nazaj. Jaz smo imeli mi doma že oborožitev, kam sem tečeš tisto pištolo, to je tako, kot da imel valček pri malo bolj močni gospodini, nič več ni. Ampak pridemo spet na ministrstvo in tako naprej, problem tak in drugačen. Kje so prepreke? Jaz seveda nobenih načrtov, jaz potem sem klical v Avstrijo in tako naprej, smo dobili iz Avstrije načrt za te ježe, pa za te piramide, tako da smo pol skličem brž železarja, takoj vse rekel, kjer morate šino potrgati, zvarati in tako naprej, oni gradbinci pa takoj te piramide pa takoj na cesto pa tako naprej. In so rekli, to bomo vse plačali, vi samo delate noč in dan. In so delali noč in dan in tako naprej in ste videli oziroma se je videlo, da je bilo teh stvari precej narejenih in moram reči, da sem jih vedno pohvalil in tako naprej. Pol pa en dan, ko vse to laufa, teče, jaz grem tja na okno, ker smo ravno dol nasproti vlade je ta Viročičeva, moja pisarna bila, in pride avto. Zadaj pa en kamion, precej velik, pa spet avto. Zakaj je spet to? Pa vidim, se cerado odpre, pa ven skačejo, pa tam s puškami stojijo in skačejo tam eni taki močni fanti, so bili pa specialci pač jugoslovanske armije, ki so jih tam nekje pod Krimom ujeli in tako naprej, sami taki pobje, pa tako naprej, pa so jih pa nekam gnali. Pa sred razmišljam, sem rekel, križ božji, sem rekel, vsi imajo enake obleke. Naši, kar je bilo tistih vojakov, vsi so imeli SMB, vsi so imeli čelade, mislim SMB, te sivo, rekel, olivne barve, kot se reče po slovensko. Jaz sem rekel, zdaj je treba pa čelade dobiti, pa obleke, in potem smo naročili takoj, da so mariborska tovarna, rekel, tekstilna MTT, takoj, da dela tako blago, našpricano, pa čelade, ne vem, kje smo jih dobili, smo in tako naprej, sem rekel, pa če pol cegla pade na glavo, si mrtev, zato biš ne pa da si, pa v bistvu so si vsi enaki, ne, konec koncev to kamor ne gre. Tako je bilo to področje. No, ko je potem ta zadeva, sem prej že povedal, ko je prišel Marković še nazadnje pred osamosvojitvijo, sem ga spremljal in pol kasneje, kot pravim, se je seveda ta ustava sprejela, zakon se je pač izvajal, denacionalizacija, tam je bil ta glavni problem, ker je vsi, predvsem pa člani pač bivše partije oziroma ki so bili pač nova stranka, so vedno govorili, da se ne sme dati v naturi. Jaz sem se vedno boril v naturi, ker je pač to čisto drugače,
kot če pride, bi rekel, vsako leto v proračun, kaj s tem pol milijarde, milijarda, pa tako naprej za odplačilo vsega tega, ki nikoli ni to eno in isto. Ne. Če pa daš neko zapuščeno stvar nekomu, ki ne ima, pa tako naprej, boš zelo poceni prišel skozi in to sem jaz vedno ustrajal. In to je bila ena od mojih glavnih stvari, da sem tudi, bi rekel, pomagal, da so čim več stvari dobili v naravi. Seveda ta sistem lastninskega preoblikovanja je šel pa naprej. Moram reči, da tudi, ko je bila prva sanacija bank, je bilo to že, ko smo mi sanirali banke, vem, da je bilo zračunanih 9 bank, vseh v Sloveniji, pol jih je bilo 7, pol jih je bilo 5, na koncu pa 3. Mariborska, NLB, mislim Ljubljanska banka in pa Goriška banka. To se pravi, da smo takrat dali preveč denarja v sanacijo bank, da je bilo čist prekomod to izvršeno, ker sem jaz pol tudi to povedal, da bi morali le, bi rekel, bolj natančno izračunati volumen teh recimo 5 ali pa 3 bank, ne pa 9, kot smo prej računali. No, jaz nisem računal, to so delali na Ministrstvu za finance in to so meni tudi priznali. Ampak tako pač je bilo. Tako da smo imeli že takrat, bi rekel, predobro sanacijo bank, kasneje pa ne bom govoril, ker je bilo mnogo stvari nepotrebnih, ker so preveč ponujali denar, potem pa, ko je prišla v svetu kriza, je bilo treba denar vrniti, pol so pa šli stečaji, pa tako naprej, pa vemo, kaj se je dogajalo. Glejte, to so bili primeri, mislim, ogromno primerov je, kamorkoli sem šel, pa se veste, kot tudi gospod Jože Mencigar, ko je nekako podpredsednik, je v glavnem pošiljal te fante in dekleta meni gor, je rekel, pejte k Izidori pa tako naprej. Čas mi je vprašal, pravi, ja boš zdržal, sem rekel, bom, če pa ne bom šel pa domov, se mi noben ne morete te pravice vzeti. Ampak stvar je bila v tem, da sem jaz, bi rekel, smo imeli vse izračune, da veste, tudi podjetje sem jaz vodil, recimo, kaj s tem na Bavarsko, pa na vse mogoča področja, kjer so imeli recimo železari. Železari so veliko delali z Bavarsko. Ta drobna industrija, fina industrija, recimo Cerkno, pa Teleta in podobno so delali z Bavarsko ali pa z Italijo. Jaz sem v glavnem te delegacije vodil in smo izračunali, mi smo računali po branžah, koliko zaostajamo za recimo temi najbolj razvitimi deželami na svetu. To je Bavarska, Baden-Württemberg, recimo Švica, Severna Italija. To je področje, pa tudi del Avstrije. To je področje, ki je najbolj sočno, tudi sedaj v svetovnem merilu so najbolj nekako razviti in tja je treba vreči oči. No in ko smo to izračunali, smo videli, da nekatere branže so 20 let zadaj, nekatere 30, nekatere 40, 50. Tista, ki je 50, seveda skoraj ni pomoči, je treba iskati nadomestno in tako naprej. In tako smo, tudi sem pripravil eno osnove strategije, v katerem smo predvideli, da je treba vsako leto pripraviti toliko veliko usposobljenih komercialistov za svetovne trge, potem pa razvojne centre, potem pa vse te stimulacije, pa tako naprej, pa razvojne centre posameznih podjetjih, pa sodelava veliko znanosti z podjetjem in tako naprej. In se spomnim leta 75, kje je bilo leta 75, takrat sem bil še v Alpini, ko so imeli v Ljubljani velik shod, na katerem so rekli, da mora gospodarstvo, da mora imeti najmanj 5000 raziskovalcev. In seveda, ko smo to obravnavali, 5000 raziskovalcev, to je veliko. Se spomnim, ko sem jaz na koncu rekel, da bi rad eno besedo, pa pravi lahko, in pravim tisti množici, sem rekel, jaz bi pa rad v Alpini imel 3 raziskovalce, jaz bi jih fajn plačal, pa da bi videl, kaj bojo počeli in nas usmerjali in razvijali. To je zabučalo, kaj se to prav, to smo mislili, da bi bilo na fakultetah, samo se veste, jaz vedno pravim, naj ti, ki imajo pamet in ki imajo ta žamet v sebi, naj grejo v podjetje in tam pomagajo. Ampak vse je bilo nastavljeno, kot da je to del znanstvene sfere, pol bo pa industrija že, če bo in tako naprej, ampak še zdaj vidim, da premalo.
In vse to je bilo namenjeno, kdorkoli je prišel, se veste, pa je bil recimo primer železarjev. Tam je bil en direktor, ki je bil celo član centralnega komiteja, sem rekel, pripravi mi ti program, da videli, kako bomo železarje rešili. V redu, čez en mesec pride, si naredil, ne, zakaj ne? Ja, sem rekel, zakaj ne? Sem rekel, 14 dni ima še časa. Ja, je rekel. Jaz rekel, se ni treba te delati, skupaj fante poklič pa dekleta pa ti naredijo, ne? Ja, v redu. Je šel, po 14 dneh, 3 tednih spet ni bilo nič. Jaz sem rekel, v redu, zdaj pa konca, ne? In jaz sem takrat predlagal podržavljene železarn, tudi direktor sem rekel, da ne gre proč in da bomo potem to po svoje delali in tako naprej. In ko sem v parlamentu to razlagal, so me skočili, ko čak pa se ti greš podržavati. Rekel, če imaš v železarnah čez 700 strokovnih kadrov, od tehnikov, inženirjev, doktorjev in tako naprej, vseh mogočih profilov, sem rekel, potem ne moramo to zavreči proč in kot nič vredno. Ne? No in tako so potem to dovolili, no, kasneje povemo, da je to področje kupila ruski, bi rekel, kapital. Čeprav, moram reči, ena redkih stvari, da so pustili jim živeti in se razvijati, tako kot se spodobi. Tako da so Rusi bili v tem primeru zelo korektni. Namreč, verjete, treba, da je bilo mnogo bi rekel, ljudi, pa mnogo direktorjev zelo skrbnih, delovnih, vedeli, kaj hočejo, se borili, se prizadevali. Eni so bili pa komot, kot češ, pa država dala. Se je vedeli takrat, da država več kot toliko ne more dati. Moj proračun ali pa proračun mojega ministrstva je bil zelo nizek. Jaz sem vsakmu rekel, tudi ko je bilo nov proračun delali, sem rekel, toliko da veste, sem rekel, vi boste kravo molzli, če boste dali kaj jesti. Sem rekel, drugače pa krava bo šla v klavnico, tako da veste, to so zelo enostavne stvari. In se spomnim, ko smo obravnavali poprave proračuna, ki je še Marko rekel, takrat je bil še Kranjeca, ne, pa je dal kar znaten znesek, tako da je videl. Prav, jaz sem pa največ sem povečal, čeprav ima zelo malo, ampak sem največ povečal pri Izidorju, pa tako naprej in je pa šel okoli, kje je imel, pa kje je dal. Ne. Ampak tako je to bilo. Rekel, ta zadeva je bila meni všeč, ker sem vedel, kaj je, in všeč, ko sem videl, da so mnogi se trudili. Seveda, marsikaj je bilo treba pa operacijo izvršiti in pa so rekli, poglej, ta črn, recimo rdeči direktor je dol spravljal. Sem rekel, meni nič ne briga, da rdeče, pa sem rekel, se lahko vsak človek meni reče, pa zakaj je ta veren, tako naprej, vsak ima svoje prepričanje. Rekel, ampak ne se gre za podjetje, kdor se prizadeva, bom pomagal, pa ni važno kako je in to vedo vsi. In mislim, da je to bila edina veliko taka stvar, ki je bila v tistem trenutku potrebna, ker je država začela hoditi s svojimi močmi in svoji prihodnosti naproti. No, vedno nisem nikamor silil podjetje, tam v Mercatorju sem pač se razdolžil in potem šel tudi pol v penzijo, ampak razvojni sklad je bil ustanovljen v tej Drnovškovi vladi, ker je bilo veliko podjetij, ko je tavla sem in tja, pa so pa kar rekli, dajmo jih v razvojni sklad, pa bomo pa reševali tam. Ampak vedeti morate vsi, jaz pa tudi sem tam videl, kako je, ne. A veste, ko imaš ti pred sabo, recimo v tem primeru, čez 90 podjetij, a veste, to ga ni nobenega, da bi to lahko čutno obvladal to zadevo. Tudi če daš, ne vem, nosilcem, a veste, jaz bi rekel, če že to storim, potem bom dal nekim ljudem, ki so bili direktorji, ta hip so šli v penzijo, pa bojo z vso vnemo tam vodili in tako naprej. Tam v razvojnem skladu so bili pa seveda mladi strokovnjaki in seveda, se veste, takele pobi in dekleta so zelo lahkotno neke stvari delali in je mnogo podjetij po nepotrebnem šlo dol in sem rekel, to ne more biti. To je lahko, kot da bi, se veste,
ogromen pašnik, potem pa ti živino spraviš v hlevo. Živino v hlevo mora jesti, moraš pa pokositi, pa posušiti, pa tako naprej. Skratka, moraš biti, bi rekel, razgledan in pametni in tako naprej. In seveda so rekli, ja, te bomo dali pa tja v nadzorni svet. In seveda je bila prva seja, nekateri ugledni, direktor Mercatorja, Debeljak, direktor, kaj s tem, železarne, pa ta, pa on, pa tretji, tajnik od predsednika države, pa ne vem kaj še vse. Tako zdravo, mene je pa dr. Nina Plavšakova sedela. In pa so pa tam predlagali nekoga za predsednika. Ne. In ti se dvigne, pravi, jaz ne bom. Ja, pa čas tiho, pa 10 sekund tiho, pa pravi Plavšakova, Nina, pravi, ja, pravi, če si se pa tako slabo dogovorili, pa jaz predlagam, lahko predlagam. So rekli, lahko. Ja, pravi, jaz predlagam iz Lore Rejca, pravi, on je od tega gospodarstva navajen, bo že vedel, kako in kaj. Se izjasnite, pa so glasovali, pa je ratalo, ne. Ampak hočem reči, bi rekel tako, veste, pobiranje ali pa kakorkošno reševanje zlepa ne gre, ne. Veste, jaz pravim, imajo v Ameriki, pa tudi marsikje, pa tudi v Nemčiji imajo tak sistem, da ko se recimo neko podjetje malo poteka, pa ne dobijo ustreznega kadra, dajo neke preverjene fante ali pa dekleta, ki imajo za sabo, bi rekel, pravo, bi rekel, podobo uspešnega in prizadevnega poslovanja. Ampak pri nas je pa malo drugače, ampak menim, da bi taki modeli tudi pri nas morali biti, veste. Tako da ta misel, ki sem jo vtepli v glavo v Beogradu, kot češ, da ste vi najbolj razvita socialistična dežela na svetu, me je vedno plapolala sem ter tja in jaz sem se tega zavedal. Jaz sem rekel, mi bi lahko Švico ujeli v 30 letih, ne manj, še prej. In bi jo, ampak seveda, veste, zdaj bom pa tako rekel prispodobno, jaz mislim, da se bojo te ladje iz balkanskih mlak prenesle v švicarska jezera, pa to se ne da zgoditi, veste. To je pač problem. Ja, jaz sem seveda to spremljal, pa tako naprej, sem seveda za neki red, prav gotovo sem tisti, se marsikakšen mi pravi, ti pa niste prav za politiko, prav ti se preveč imaš načelne stvari. Sem rekel, veš, kako je, sem rekel, jaz mislim, da bi mogel biti strašen ponosen na to državo, ki je tako lepa, pa tako majhna, pa tako veliko ima možnosti, pa smo tako rekoč v srcu Evrope in smo lahko nekaj posebnega, brez da bi poseben trud, predvsem pa da bi skupaj držali. In seveda, ker sem pa začel malo te stvari pisati, pa sem recimo tudi napisal, kaj stojim malo iz svoje življenjske poti, pa sem napisal recimo to obdobje, ko sem jo obdelal, zdaj mogoče sem malo bolj na kratko povedal, to obdobje, pa sem mu nadal naslov Sprehod okrog Mlake, ne. In ta Mlaka ne bi bila, to bi rekel, to prisvajanje družbene lastnine in vse te zgodbe, ki so se dogodile, čisto po nepotrebnem, ker jaz pravim, narod, vsi smo se trudili, vsi smo želeli, da smo čim bolje živeli, pa mnoge stvari so bile tudi v preteklem času v redu. Jaz pravim, pogledajte primer SDK-ja, kontrole. Dobro, mene so me pač šicali, so imeli pač specialca, da je vedno imel na petelinu pavca, ne, ampak vedno sem rekel, nujno potrebna je kontrola nad tem, ker kapitalizmu sigurno manjka kontrola. Moja hčerka, ki je profesor na ekonomiji, pa dela strategijo, pa dosti dela s Harvardom, pa tako naprej, je naredila pred tolikim leti nazaj eno študijo, pa en model za ameriško področje revizije podjetij. In je potem v Torontu, kjer je tam sedež tega združenja, predstavila in tako naprej in je bilo v redu. Ampak ne pustijo pa za finančni sektor. Seveda, to je pa druga zgodba. In finančni sektor, finance, mislim, so pa tiste, ki jo obvladujejo in so posamezni centri zelo zavarovani po Ameriki in še marsikje po svetu, ki obvladujejo vso to gibanje
vsega, kar se dogaja, kje rep pokaže ta tretji, kje so frišno meso prodaje in kje so surovine najbolj ugodne in tako naprej. Skratka, to je pa druga zgodba, ne. Ampak, če bi to imeli malo bolj pod kontrolo, z večjo dozo socialnosti in tega čuta, kar je potrebno, ker tudi vem, da hči mi vedno pripoveduje, da veliko se govori o tem, kako mora tudi podjetje imeti ta socialni čut, vse te stvari, da človeka pridobiš tudi z drugimi niansami svojih sposobnosti. In ko ste prej vprašal, jaz recimo, ko sem še bil v politiki, pa sem začel neke stvari pisati, pa sem pisal, sem rekel, pa ljuba duša, sem rekel, pa kaj bi rekli ljudje, pa kružba, jaz nisem več otrok, če bi tam mladosti bi rekli, dobro, nekaj, a ne. Pa sem pisal, pa mi je šlo, pa je bil nemir, pa sem risal, pa mi je spet šlo, pa je bil nemir. Pa sem si mislil, ja, pa kaj se to pravi, a ne. Pa v parlamentu, ko sem imel enkrat ali dvakrat razstavo, pa tako naprej, so rekli, blagor tebi, poglej, ti boš nekaj imel za sabo. Sem rekel, biš, pusti bi to, ne bi imel pa druge reči. Ne, ti boš imel, jaz sem rekel, saj to ni važno. Sem rekel, človek se pač, ne vem, a se malo kasneje prebudiš, ali ti pa ni dejavno. Sem rekel, samo jaz dobro vem, ko sem bil v Alpini, ko sem bil v Žireh, sem dobil tako rekoč pregled po celem svetu in mi je bilo tisto več vredno kot še 2 fakulteti zraven, ker sem spoznal, kje so temeljne stvari, ki so važne v razvojnih preskokih in vsem tem, ko moraš v vsaki veliki firmi zagotoviti ne en program, pa eno vezanost z nekom, več stvari je zanesljivo, ker nikoli ne veš, katera stvar ti spodreže, pa kakšen hud, težak načrt se pojavi vizavi te glavne firme, s katero sodeluješ in te enostavno spravi na koleno.